V Sloveniji smo na pragu drugega vala epidemije, nezaposlenost je za četrtino večja, kot je bila lani, vladni ukrepi ne učinkujejo, samozaposlene ste pustili na cedilu čez poletje, zdravstvo opozarjajo samo, da mu v drugi polovici leta zmanjkuje denarja, domovi za starejše niso nič bolj pripravljeni na drugi val, kot so bili na prvi, medtem pa predsednik vlade in vlada sama, da bi se izognila tem kritikam, dela popolnoma druge stvari. Poskuša spreminjati medijsko zakonodajo, da bi tja v medije namestila svoje ljudi, pomenjala neposlušne novinarje in urednike in speljala denar v svoja zasebna medijska podjetja na čelu z Novo24. Potem kadruje v državnih podjetjih. Seveda so nastavili v Dars, eno od največjih državnih firm, človeka, podpredsednika stranke NSi, ki se je še do nedavna zavzemala za izstop države iz gospodarstva, človeka, ki nima niti dneva vodstvenih izkušenj in človeka, ki ga odlikuje samo strankarska izkaznica. Da bi odvračali pozornost od teh problemov, pa predsednik vlade sam vsak teden sproducira novo afero. Ta vikend je bila to popolnoma nedostojna, nedržavniška in nemoralna izjava o Srebrenici, ki, kot so povedali kolegi Socialnih demokratov, posuva sol na rane 8372 žrtvam genocida. Premier je genocid nenazadnje zanikal, govori o pokolu in se zdaj zato ni bil pripravljen opravičiti. Ali pa, če spomnim 3 dni prej, ko se je z diktatorjema Vučićem in Orbanom pokazal na skupni spletni okrogli mizi, je govoril o kulturnem marksizmu, to je terminu, ki ga v svojem manifestu 111-krat uporabi norveški množični morilec Anders Breivik, preden se je odpravil na pokol, ali pa terminu, ki je nenazadnje izposojen kar iz nacističnega besednjaka. Oni so namreč govorili o kulturnem boljševizmu, preden so napravili svoje genocide. Skratka, opravka imamo z resno moralno in politično krizo, predsednik vlade pa vse to podžiga na podoben način, kot podžiga ameriški predsednik Donald Trump. Kam to pelje, lahko vidimo v Ameriki. Po 4 letih takega vodenja je ta država dobesedno na pragu družbenega razkroja. Glede na to, da se predsednik vlade danes ni bil pripravljen opravičiti niti za to neokusno izjavo o Srebrenici, tudi v Levici napovedujemo obstrukcijo te seje. Hvala lepa. Zdaj, predsednik vlade, če želite odgovor z vprašanja, jaz nisem zaznal. Ne. Potem gremo naprej.